Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, na današnjem pogovoru pred filmom. Če se je kdo tukaj znašel slučajno, naj povem, da danes gledamo Štoparski vodnik po galaksiji in da se pred njim tudi pogovarjamo predvsem o knjigah. In tamle v drugi vrsti vidim, da gospod zagotovo ni naključno prišel, ampak je prišel opremljen. Za tiste, ki pa ne razumete, o čem govorim, pa boste ogledih videli takoj v prvih minutah filma. Jaz bom najprej začel s tem, da je meni veliko čast, da se danes pogovarjam s profesorjem Kodrekom. Jaz sem seveda Štoparski vodnik, mislim, da bral še kot otrok v osnovni šoli in mislim, da je dolgo časa, vsakič, ko me kdo vprašal po moji najljubši knjigi, bil to moj prvi odgovor. Vsaj nekako od takrat, ko sem prebral Gospodarja prstanov, potem pa ste se nekako izmenjevala, po mojem, tudi včasih od mojega počutja. Tisto, kar morate še vedeti, profesor Kodrej je predaval na fakulteti za matematiko in fiziko, predaval pa je, tole bom prebral, matematično fiziko in modelsko analizo, ukvarjal pa se je s fiziko atomov, spektroskopija nizkih energij in pojavi pri ekscitaciji sinhrotonsko svetlobo. Tukaj zdaj vidite mojo humanistično izobrazbo. O tem bova nekaj še spregovorila s profesorjem Kodrekom, da pa ne pozabim pred tem, če ste željni, če vas bova zaželjala Zale Šank. Če bi radi vmes prebrali knjigo, o kateri govoriva, Zale je majhna knjigarna, ki so pripravili pri UNESCO in lahko dobite ne samo Štoparski vodnik po galaksiji, pač pa tudi neko izbrano literaturo, ki je povezana z letošnjo temo, ki je humor. Zdaj pa za začetek, profesor Kodrek, ker sem že razkril svojo humanistično izobrazbo, pa ker ne poznam veliko fizikov, prevajalcev, bova začela z vašim delom, pa bi vas vprašal, če lahko mogoče nam laično razložite, s čim ste se ukvarjali. Jaz sem namreč v enem intervjuju prebral, da ste skratka pionir pri uvajanju raziskav na področju rentgenske absorpcijske spektroskopije z uporabo sinhrotonske svetlobe, tako za raziskave v atomski fiziki kot za karakterizacije atomske in molekularne strukture materialov. Skratka, kaj sem pravkar prebral, kaj vse to pomeni? Skratka, s čim ste se ukvarjali v svojem življenju? Če lahko mogoče razložite tako, da bomo razumeli, zamislite si, da sem 10-leten otrok. Takole. Ne, takole morate držati takole. Kar takole ravno. Dobro, zdaj bo. Torej, ko sem bil jaz otrok in razmišljal o tem, o študiju, pa kaj bi, pa tako naprej, takrat se je govorilo in je bila tako strašno spoštovana tema atomska fizika. No, ampak potem, ko sem študiral in doštudiral, se je skazalo, da je pravzaprav atomska fizika en razmeroma majčken in ne posebno ugleden del te moderne fizike. Kajti seveda fizika je drvela naprej, pa so bili reaktori in atomske bombe, to se pravi tisto, kar je šlo v tako imenovano jedrsko fiziko. In tisti, ki so se ukvarjali z osnovnimi delci, so odkrivali vse mogoče čudne nove stvari, ki jih prej se nam sanjalo ni, da obstajajo. No, tako da težava namreč je bila v tem, da je atom zelo preprosta tvorba in ga je atomska fizika, ki se je rodila tam okrog leta 1900, da ga je razmeroma hitro razvozlala in pojasnila, se ni šlo za drugega kot za elektriko, not so nabiti električni delci in kako se zdaj to giblje. To je bil pravzaprav ta poglavitni problem in to se je dal razmeroma lepo rešiti.
za razliko od tistih, ki sem jih prej omenil, jedrske fizike in tako naprej, kjer imate še čuda nekih drugih pošasti zraven. Ne? No, ampak seveda, to je tako kot pravzaprav skoraj povsod v fiziki. Ne? Dokler vam zadošča natančnost na 2 decimalni mesti, so vse stvari razmerno preproste. Ne? Ko pa hočete bolj podrobno nekaj razumeti, videti, zmeriti, uporabiti, se pa začnejo težave. Ne? No in to je zdaj tista atomska fizika, ki je še danes aktualna in kjer sem pravzaprav začel svoje delo. Ne? Po duši sem bil eksperimentalc, to se pravi, nekako se mi je zdel, da bi se treba nekaj delati s prsti. Ne? No, in tako sem začel pravzaprav še kot stažist, ne, in študent, ne, v laboratoriju, kjer je bila ta poglavitna raziskovalna oprema en rentgenski aparat. Rentgenski aparat, ki je bil odslužena medicinska reč. Tam ga niso več mogli rabiti, pa so rekli, tega imate. Ne. No in mi smo z njim še kar nekaj časa delali fiziko, seveda razmeroma revno, a ne v primeri s tem, ampak ja, počasi smo razkopavali še tiste drobne stvari, ki pridejo naprej od 2. decimalnega mesta. Potem je pa naši kolegi, ki so pa študirali osnovne delce in so kar krepko začeli sodelovanje v Hamburgu, kjer so takrat že imeli eno od teh velikih bajoslovnih mašin, sinhrotron. Njihov vodja, profesor Kernel, se je dan ustavil pri meni pa prav, a vi ne bi pravzaprav imeli kaj koristi od teh sinhrotronov? Stvar je namreč v tem. Ne? Za njih ta sinhrotron predvsem poganja okrog njihove delce, tiste, ki njih zanimajo. Ampak ti delci, medtem ko krožijo po tistih velikih krogih, 100 metrov narazen v vakuumu in pod magnetnim poljem in tako naprej, ves čas sevajo rentgensko svetlobo. In to rentgensko svetlobo, ki je približno 1000-krat močnejša kot tista naša uboga mašina v laboratoriju. Kar pomeni, da smo recimo za en eksperiment, ki smo ga v domačem laboratoriju gnali cel teden, tako po majhnih odlomkih, tam napravili v 20 minutah. In smo seveda temu primerno tam gor napravili bistveno več. No in v bistvu se je do ta čas že vsa atomska fizika preselila k sinhrotronom, ker je to očitno toliko bolj učinkovito. Odprle so se tudi čist nove poti, torej ne samo, mi smo pravzaprav to začeli študirati iz zanimanja zaradi fizike atomov, tisto, kot smo rekli, od 2. decimalke naprej. Ampak v resnici je pa ta reč zelo koristna v eni celi vrsti drugih znanosti in strok. Namreč s to metodo je zelo lahko prepoznavati, kateri atomi so v neki snovi, kako so med sabo povezani, kako stojijo. In to seveda je recimo lahko v veliko pomoč kemiku ali pa biologu, metalurgom, ljudem, ki delajo zdaj vse te sorte novih materialov. No, tako da je zelo hitro, pravzaprav dobra polovica našega dela bila v tem. In smo bili kar iskani specialisti za to. Stalno so hodili kemiki, biologi in tako na naša vrata. A greste kaj jih malo spet v Hamburg, a bi vi lahko tole za nas zmerali. No in to je bilo eno zelo prijetno sodelovanje in moji mlajši sodelavci, ki so se pri tem naučili, so danes ta glavni strokovnjaki za take zadeve. No, to bi ne bi lahko bilo zadosti.
če ne pa še kaj. Ja, zdaj, ko sem vas tako poslušal, zdaj ne bom rekel, da je to nek stereotip, ampak recimo, da obstaja nek stereotip, da ljudje, ki v laboratorijskih plaščih raziskujejo, eksperimentirajo, nimajo ravno največjega smisla za humor na tem svetu, ali pa imajo tak smisel za humor, ki ga navadni ljudje ne razumemo. Ampak vem, da ste tudi to že večkrat povedali po večjih intervjujih in tako naprej, ampak mogoče za začetek pogledava, kako je potem sploh prišlo do tega, da ste se zraven fizike nenadoma lotili prevajanja, oziroma ali ste to že počeli, ko ste bili profesor, ko ste se ukvarjali z raziskavami, ali je to že predtem. Skratka, zanima me, kako je sploh prišlo do tega, da ste, seveda, samo da pojasnim seveda poslušalcem, niste prevajali samo Douglasa Adamsa, ne, prevedli ste tudi Heinleina, pa Bradburyja, skratka, veliko klasikov znanstvene fantastike, ampak odkot Douglas Adams? Kako ste prišli do tega, da ste vi prevedli Štoparski vodnik po galaksiji? Ja, no, sej ta zgodba bi morala biti zdaj že vsem Slovencem dobro znana, ne, zdaj jo mislim, da lahko omenjam tam nekje 12. ali 13. ne, grobo šteto. Ne. V tistih časih smo hodili na znanstvene konference, če so bile v Ameriki, tako da smo se peljali iz Ljubljane z letalom v London, ne, da smo tam prespali in potem smo imeli naslednje jutro avion za pač kamorkoli bi bil naš cilj v Ameriki. Ne. No in tako sem tudi jaz pač šel na eno konferenco, ne, priletimo v London in grem pač v tisti letališki hotel, ne, kjer bom prenočil do jutra. In seveda mimogrede se ustavim pri tistih kioskih z literaturo, ne, kar je bil en pomemben način prihajati do sveže znanstvene fantastike tudi. Ne. Pri nas takrat se tega ni dobili zelo omembe vredno. Ne. Tako da je bil to kar, in seveda grem in si ogledam, kaj imajo. No, pa je bilo, ja, nekaj danih stvari, ne, recimo, en Arthur Clarke je bil, ja, no, tisti sem vzel, sem rekel, tole je gotovo vredno pogledati, kaj je, ne. In potem je bil tam tudi, sta bili dve knjižci z eno tako psihedelično opremo zunanjo, ne, tako nekam zelo divje, kar običajno ni bilo, ne, običajno ste imeli za pridušenih tonih, ne, črke, avtor, naslov, pa mogoče pa še kakšna majhna reč zraven. Ne. To je bilo pa kar vse nekaj pisan in tako, ne, in kaj pa je zdaj to? Avtor, za katerega še nikoli nisem slišal, ne, Douglas Adams. No, sem rekel, poglejmo, ne, in vzamem eno od tistih dveh, ne. No, in pridem v sobo, ne, se spravim in začnem brati tisto čudno knjigo, ne, in seveda nisem nehal, dokler nisem prišel do konca. No, potem sem ujel še malo spanca in zjutraj, ko sem hitel na avion, ne, sem hitro šel mimo tistega kioska, da sem vzel še ta drugo od obeh knjig. No, in tako sta prvi dve knjigi, ne, Štoparski vodnik pa Restauracija na koncu vesolja, sta prišli v Ljubljano. Ne, tam sem potem to omenil pri tehniški založbi, za katere sem takrat že kar nekaj dolgih let prevajal. Ne. V bistvu sem imel, nekako so od mene želeli imeti zmeri tudi tisto mesečno prilogo v življenju in tehniki, a ne na zadnjih straneh. No, tako da smo bili dobro upeljana kompanija. Ne. In sem seveda predlagal, da tole pa moramo, ne, da to je pa nekaj tasga, kar in tako, no, ja, prav, ne, mlinčki so stekli, ne prav zelo hitro in tako, ampak so in na koncu, ja, pa dajmo, ne. No, in tako sem se potem lotil prevajati, da je 88. leta prišel ven ta prvi del, ne. 79. je izšel v Angliji, ne. To se pravi, niti nismo tako grozno zamujali, ne.
Ja, mislim, da so, ne vem, koliko je bila zamuda recimo pri Dostojevskem ali pa pri Tolstoju, ne, ampak to sigurno ni moglo biti bistveno boljši. Ne. Zdaj, ta prevod velja za kultnega in jaz mislim, da je to še kar precej upravičeno seveda. Jaz kot urednik lahko vedno rečem, da je, zanesljivo rečem, da vem, da je prevod dober, kadar, če je seveda v izvirniku humor, kadar prevajalec dobro prevede te humorne dele. Takrat jaz resnično sem prepričan, da je nek prevod dober, če se recimo tudi sam nasmejim tam, kjer bi se seveda moral nasmejati. To pa zato, ker jaz mislim, da je po eni strani humor najtežje prevajati, iz preprostega razloga, ker je humor zelo pogosto odvisen od kulturnega, zgodovinskega, sociološkega konteksta, od tega, kako, v kakšnem jeziku nekaj poveš, kje je punchline, skratka vse to. Predvsem pa se tega zavedam, ker jaz sem nekako, mislim, da že nekaj let nazaj sem poskušal brati Douglasa, po mojem mogoče celo takrat, ko je film išel, sem ga poskušal, da bom pa zdaj jaz enkrat to prebral še v izvirniku, ker poznam samo slovenski prevod. In sem začel brati in ugotovil, da meni izvirnik niti približno ni tako zelo smešen, kot mi je bil prevod. Zdaj, jaz mislim, da seveda vi zdaj težko ugibate, kaj ste, ne boste zdaj seveda mogli razložiti vsega tega, kako ste to prevedli, ampak mogoče je vendarle, imate kakšen uvid, zakaj recimo, in mnogi kolegi, s katerimi sem se pogovarjal, pravijo isto. Brali so v originalu in original niti približno ni tako smešen. Kje se je zgodila ta čarovnija, pri kateri se je ta prevod tako dobro prenesel v slovenščino? Je to zato, ker je bil vam tako blizu ta Douglasov, Adamsov smisel za humor, ali je kaj drugega zadaj? No, gotovo to, seveda, ja, meni se je zdel, pravzaprav, torej, to, ne, da bi bil tisto, čemer se v angleščini reče hilariously smešno, se mi je zgodilo samo na enih 3-4 mestih, ne, tisto, ko res ne moreš nehati se režati. Pa še od tega je vsaj eno ali dve sta ne v Štoparskem vodniku, ampak v unih knjigah o Dirku Gentriju. Ne. No, ampak kakorkoli, ne, vse je bilo pa, moj vtis je bil, da gre za živahen jezik. Ne. In nekako se mi je zdelo, da je to treba zagotovo obdržati. Ne vem, kako počnejo to drugi prevajalci, ampak jaz sem prevajal na glas. Hotel sem slišati. In ali se zdaj to sliši smešno? Oziroma, toliko smešno, kot naj bi se. Tako da ja, je bilo kar nekaj dela vloženega. Včasih se spomnim na tisto pripombo, ki jo je enkrat povedal sam Douglas Adams, ki pravi, ja, ljudje dostikrat omenijo, kako so ti moji teksti, kako so sproščeno in lahkotno napisani, in noben ne ve, koliko truda me je stalo, da sem dosegel ta vtis. No, mislim, če ne bo prav grozno, neskromno, tudi za ta vtis v slovenščini, je bilo pač seveda potrebno nekaj truda vložiti. No, ampak med njim so take stvari. Torej, kot rečeno, na glas in potem prisluhen sebi. A se zdaj to prav sliši ali ne. Potem, recimo, torej, to je pa mogoče druga zgodba, ki ni direktno zvezana s humorjem, ampak z njegovim veseljem za bujen stil, kjer je lahko cel odstavek en sam stavek. Z polno, seveda po angleški slovnici sledeč, ovinki, podredji in priredji, ampak vse imamo tudi mi, samo malo drugače. To se pravi, treba je bilo narediti tisto drugače. No, zato je bila pa še ena stvar, ki sem jo tudi investiral, da sem v resnici predvsej posebno take odlomke
prevajal na roko. Ne? To se pravi z rokopisom v en zvezek, kjer sem v tistem času še ni bilo. V resnici mislim, da sem ta drugo knjigo začel potem prevajati na računalnik, ne? V tem primeru Sinclairja, ne? Mislim, da je bila, ali pa naslednja, da je bila po Atari. To se pravi, še ni bilo vseh tistih lahkotnih možnosti za popravljanje, ne? In je bilo pač edino en velik zvezek, ne? In v njem ta težavne koščke z roko prečrtati, ne, obračati in potem, ko sem zadovoljen, potem sem pa lahko pretipkal v dokončen tekst. Ne. Tako da ja, je pač treba je nekaj investirati. Si predstavljam, ne nazadnje to tudi je kar obširen tekst, vse knjige skupaj seveda, precej zamotana, tudi zgodba, veliko meandra, veliko se vrača nazaj, ampak se mogoče spomnite tudi kakšnega konkretnega, recimo, kakšnega konkretnega prevajalskega problema v tem smislu, da mogoče kakšna šala, ki je imela neko referenco na nekaj iz britanske zgodovine ali pa neko kulturno referenco, ki mogoče v slovenščini ne bi delovala, pa ste jo morali recimo popolnoma na novo in popolnoma drugače napisati, ali je bilo z tega vidika, niso bile stvari tako zapletene? Ko sem ravno zdajle, te dni, malo listal po teh knjigah, ne, sem seveda gotovo, da ponekod je bila noter mimogrede, ne kot zelo bistven element pripovedi, ne, navržena ena referenca ali ne, en zgodovinski dogodek, ne, ki je Angležu bistveno bližji, bolj všeč, ne bližji, kot pa recimo našemu bralcu, ne, ampak da bi šel zdaj iskati presaditve v slovenščino, se mi ni zdelo pošteno, ne. Zdaj, vse zadnje, ne, že z, kolikor toliko, ne, s podobnim znanjem angleščino, je najbrž večina bralcev tudi že naletela na to, ali pa vsaj približno ve, kam stavcom ali ne, iz kjere smeri to prihaja. Tako da sem teh stvari, ne, da sem večinoma pustil. Ne. No, recimo, če hočem tak primer, ne, marsikakšno ime je bilo zanimivo, preobrniti, tako je nastal tisti avtor slovnice, ne, Potoriščič, ker je bila predvsej direktna aluzija v slovenščini, ne, ampak po drugi strani pa razkopavati humorni pomen v imenu Slartibartfast, ne, pa pravzaprav se je zdelo, da ne bo prav zelo plodno. Ne. Še ena stvar me zanima, ker ko ste prej omenjali recimo avtorje, ki ste jih kupovali tudi v teh kioskih, zanimiva se mi zdi ta kombinacija, ki se ni velikokrat posrečila v zgodovini literature, namreč humorja in znanstvene fantastike. Tudi če pogledamo na klasike znanstvene fantastike, ki so vsaj imeli še recimo, da nek pozitiven, optimističen pogled za prihodnost, da mogoče bo tehnološke inovacije in znanost napredovali in bomo naredili nekaj dobrega. Tudi oni niso imeli veliko recimo smisla za humor ali pa humorja. Danes se pa nasploh zdi, da znanstvena fantastika, ki jo beremo, je večinoma zelo distopična, zelo črnogleda. Se pravi, ne samo, da nima smisla za humor, ampak celo absolutno napoveduje grozljivo prihodnost. Se vam zdi, da je to neka posebnost Douglasa Adamsa ali kako je prišlo, zakaj je recimo tu neka taka klasika literature, ki pa, če ni, mislim, ali je Štoparski vodnik klasika literature ravno zaradi tega, ker združuje dve na videz nezdružljivi stvari, humor in znanstveno fantastiko? No, da postava stvari malenkost bolj jasne. Ne? Douglas Adams se nikoli ni imel za pisca znanstvene fantastike. Ne? On je v sebi rekel, jaz sem humorist, jaz sem komik. Ne? In tako je seveda tudi začel vse tiste sodelovanja pri Dr. Who
in tako naprej. Ne. Sej mogoče komu dišijo po znanstveni fantastiki. Ne. Ampak ne, tisti je bolj fantasy ali pa že kaj takega podobnega. Ne. Tako da to ni bil primer. Ne. No, to je ena stvar. Ne. In v resnici je temeljna stvar je ta njegov humor. Ne. To se pravi, on je verjetno uporabil okolje znanstvene fantastike zato, da je lahko šel s svojim humorjem dlje in bolj globoko, ne, bi človek mislil. No, drugače pa je nekaj malega avtorjev znanstvene fantastike, ne, ki tudi so zmogli popolnoma podoben humor. Ne smemo pa pozabiti, če ste šli gledati znanstveno fantastiko pri njenem rojstvu, recimo tam v poznih 40 letih, ne, je bila to v bistvu pustolovska literatura. Še celo najbolj v bistvu tista, ki je šla ven iz mornarice. Ne, zato je tudi toliko ladij, premcev in podobnega, ne, v tistih časih. Ne, to se pravi, in seveda dogodivščine so bile samo presajene malo bolj visoko gor. Ne. Ja, ne, in seveda to niso bili avtorji, ki bi jim bilo treba pripisovati kakšno posebno literarno veličino. No, potem so se počasi postavljali, pač so se pojavljali ljudje, ne, ki so pa videli, da se tle da napraviti nekaj več in da se dobro da napraviti, ne, da je namreč tole zdaj eno orodje, s katerim mal otresemo ta pretirani antropocentrizem, ne, ki ga je seveda ta začetna znanstvena fantastika še zmeraj imela v obilici. Vse to so bili junaki prej na ladjah, ne, zdaj pa na vesoljskih ladjah. Ne. Ne, tako da, no, tam se je pa kar naenkrat pokazalo, ne, da pravzaprav pa, če smo že pogoltnili to, da Zemlja ni ravno središče vesolja, ne, pa mogoče bo treba tudi pogoltniti, da človek ni krona stvarstva, ne, za vselej in vekomaj, ne, in vse povsod. Ne. No, tako da to je bila pa izrela znanstvena fantastika, ne, recimo Asimov, ki gotovo ni zelo humorn avtor, ne, predvsej razmeroma suh je v enem smislu, ne, ampak ja, je pa izumljal pripoved, ne, v veliki meri. No, potem je seveda Arthur Clarke, ki je tle naredil en velik korak naprej, pa še nekaj, ne, recimo meni zelo ljub Clifford Simak, ali pa, ne, torej, ki je pa znal pripeljati noter tudi, kako se temu reče, eno čustveno dispozicijo, ne, ki jo drugače redko kje srečamo. No, in v bistvu to je bilo zdaj tisto polje, pred katerim se je pojavil Douglas Adams, ne, in videl v njem možnost, da pa zdaj pove stvari na nov in všečen, torej prijazen način, ne, torej tak, da bo vlekel. No. In to mu je seveda v veliki meri uspelo. Ne. Ja, sej tisto, kar je, česar nikakor ne sme spasti, kakor da Douglas Adamsa podcenjujemo, ker jaz mislim, da je to tudi štoparski vodnik po galaksiji, združuje tudi številne filozofske teme, zelo globoka razmišljanja o človeštvu, našem mestu tukaj, seveda v mestu posameznika v vesolju. Meni je že ta začetek vedno bil ljub, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da prikaže pač vso naključnost, absurdnost človeške eksistence, ko skratka pridejo tele vagonske vesoljske ladje in rečejo, zdaj pa Zemljo bomo zbrisali, tle bo avtocesta. Skratka, to, kar mi počnemo, kaj vem, žabam in pticam in ne vem komu, to oni pač nekje z vesolja pridejo narediti nam. Katere so vaše najljubše teme, filozofske teme v Douglasu Adamsu? A je kakšna tudi povezana številko 42? Te ravno ne, mislim, ta številka je druga zgodba, mogoče lahko pa rečem kakšno tem, ne, ker se mi pač ne bi rad zgubil te prve poante. Ja, v resnici
se da razumeti in plodno je, ne, razumeti Štoparski vodnik kot filozofski roman. Ne. Moja prijateljica, gospa Dvoržak, žal pokojna, urednica na radiju je bila in velika poznavalka Douglasa Adamsa, ne, je rekla, to je v bistvu klasična filozofska literatura naših teh klasičnih pripovednikov. To je, no, se ne bom spomnil, ta strupeni Francoz, ki je bil na nemškem dvoru dolgo časa, no, in ki je imel Panglosa kot učitelja, škoda. Mislim, gre za eno od temeljnih del evropske literature. Tam se isto dogaja, ne, torej ene popolnoma nore, brezupne, krute, skoraj da gnusno krute, dogodivščine, skozi in skozi, ne. Voltaire, no, hvala, ja, dobro, Candide, ja, no. Torej, to je, naj se izdel, ne, da je to pravzaprav moderna verzija Candida. Ne. In ja, mislim, da stvar ima globino, ne. Tako dogajanje v bistvu kot pripoved, kot filozofska pripoved, ne, kaj si moramo pravzaprav misliti o človeku, človeštvu, ali kakorkoli boste rekli, ne, če je pri Candidu sposobno takih stvari, ne, in takih neumnosti, ne, pri Douglasu Adamsu pa pač svojih, ne. No, tako da, mislim, ena od stvari, zanimivo, ne, iz katerih se pa pravzaprav Douglas Adams nikoli ni delal norca, je pa, mislim, ne se smejati, ne, ljubezen. Ne. To je pa nekam, ta pa ima posebno mesto, ne, ki ga pravzaprav z ničemer ni skušal osmešiti, poriniti v stran ali kaj podobnega. Ne. Tako da, mislim, tako, ena taka podatna zanimivost. Mislim, ne vem, na koncu 3. ali 4. knjige sem enkrat napisal in kar precej dolgo spremno besedo, ne, in tam not so te poante bolj na drobno razdelane. Ne. Ja, ta divja dogodivščina, v katero se Arthur Dent spusti, na tej divji dogodivščini seveda sreča ogromno nekih likov, vsak je zelo poseben, zelo nenavaden, ima nek zelo svoj poseben karakter. Mogoče med vsemi temi pisano število likov se spomnite kakšnega, ki vam je najljubši in pod vprašanje, zakaj je to Marvin? No, zdaj se bom izdal. Ni Marvin, ne, Marvin zasede mogoče bronasto kolajno, ne. Če pogledam celotno trilogijo, ne, 5 knjig, ne, moram reči, da je moj najlepši lik, ne, v tem noter v bistvu Fenchurch. Ne. Ta zares nima sence, ne, ima, kako bi temu rekli, eno breme, s katerim se je tako rekoč rodila, ali pa pač no, ki ga nosi že od začetka, ne, zgodbe, ampak in potem tudi izgine, ne, na enako nedomljiv način, ne, ampak vmes pravzaprav je v njej nekaj, ne, kar jo človeku priljubi, ne, bralcu, ne. No in ta drug, ta lik, pravzaprav zelo podoben, ne, zanimivo, oboje, obakrat sta ženski, ne, je Gail Andrews iz 5. knjige, kaj že, Astrologinja. Ne, tudi nekaj, kar bi človek pričakoval, no tle si bo pa zdaj dal duška in si sposodil
in tako naprej, ne, pokažejo jo kot eno izredno čutečo, pametno, razsodno, imenitno bitje. Ne? No, in tako pridemo potem do Marvina, ne? Ampak kar pomeni, glede na to, da o njegovem spolu nima smisla razpravljati, da pravzaprav smo moški ostali v celoti zunaj. Jaz moram tudi reči, da kakorkoli mi recimo filmska priredba seveda ne dosega knjig in jih ne more niti, ker je torej zelo skrajšana verzija, povzetek nekega, bolj ali manj začetek je še kar podrobno, potem pa veliko preskočimo, ampak recimo Marvin je pa definitivno moj najljubši lik in tudi mislim, da lik, ki so ga najbolje zadeli v ekranizaciji. Vrnimo se k temu, zdaj je vendarle že minilo kar veliko časa, ne samo od Štoparskega vodnika, tudi nazadnje od smrti Douglasa Adamsa, a smo kdaj ugotovili, čemu je odgovor na vsa vprašanja številka 42. Vem, da je veliko nekih zelo kredibilnih teorij in da nekatere naj bi, če jaz prav razumem, izhajale tudi iz fizike, da naj bi tudi številka 42 v fiziki imela nek svoj pomen. No, mislim, ena, pa ni fizika, ne, ki ima še največ vsebine je, če zapišete 42 v binarnem sistemu, a ne, to sprav za računalnike, je to 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kaj čete še bolj iz posebnega, lepo oblikovanega, simetričnega, ne? Tako da to ni kar neki. Ne? Ampak dvomim, da sicer je nekdo, eno znano ime iz literature britanske, ne? Ki je pa ve, zakaj, ne? Ampak Douglas je zmeraj sam rekel, ne, to je bilo tako, utrgan iz zraka, ne, malo presojaš, ja, tole bi bilo premajčken, tam naprej je že preveč, prekompliciran, brez veze, naj bo 42. Ne? Ja, jaz mislim, da me to mogoče toliko malo bolj obseda, zaradi tega, ker sem letos sam 42, pa me je zanimalo, če slučajno letos pride ta smisel življenja, vesolja in sploh vsega. Zdaj pa eno čisto resno vprašanje, ne čisto resno, no, ampak jaz ne vem, kakšne algoritme imate na vaših družabnih omrežjih, kako ta družabna omrežja so mene našla, ampak skratka, jaz zdaj že 2 tedna, čisto resno vsak dan, če odprem Facebook, dobim nekako med 1., 3. ali 4. novico, da skratka so astronomi opazili neko telo, ki prihaja ki je vstopilo v našo galaksijo in ki z neverjetno hitrostjo se približuje Zemlji in da naj bi nekega, seveda zdaj ne bom omenjal, kakšni časopisi so omenjeni, da dobivam to novico, ampak nekega znanstvenika z NASA naj bi odpustili, zato ker si je predrznil reči, da ta stvar se premika s tako hitrostjo, da ne more biti naravno telo. To je bilo prvi teden, ko sem to, skratka, ves čas mi je to metal, to ni naravno telo, to je nekaj, skratka, tako. Zdaj, zadnji teden pa že zelo nedvoumno, novembra bo ta stvar tukaj, to so nezemljani in konc sveta je. Skratka, tisto, kar mene pri tem vprašanju zelo fascinira, je to, zakaj si človeštvo, ko vidi nekaj takega, najprej predstavlja, ti boje pa zdaj prišli in nas vse potamanili. Zakaj ne bi to moral biti nek Zapad, Bibelboroks ali pa nekdo, ki bi sem prišel sem, pa bi prišel na počitnice, ker zdaj še lahko, tako kot Douglas Adams sam rekel, ne, to je zdaj zadnja priložnost za obisk, pridimo malo pogledamo, preden gre vsa stvar k vragu. Ja, no, v resnici 2 leti nazaj, mogoče 3, bolj 2, smo prvič, astronomi, prvič opazili eno telo te sorte, ki so mu dali zanimivo havajsko ime, Oumuamua.
To je imelo še eno drugo posebnost, da je bilo namreč ne palčaste oblike, a ne tako en podolgovat kos, ker pravzaprav v vesoljskih procesih ni zelo veliko možnosti, da bi se eno telo tako izoblikovalo. Ampak pri Miki Mustru so bile pa leteče cigare. Ja, seveda, jasno, ja, gotovo, ja. No, lahko, da so brali Miki Mustar. Je pa res tudi, da tisto je bilo še ta najmanjša, ne. Potem naslednji, zgleda, da jih z I-jem označujejo, ne, to je bilo 1 I, 2 I je bil neki Borisov, a ne, to je pa zdaj samo še na podlagi hitrosti, ne, in odkot se zdi, da preletijo, ne. In tole zdaj je 3A, ne, 3I Atlasa, ne, ta je delčta največji, ne, pri nas, mislim, Zemlji bo najbližje decembra, ne, je napovedano. Imeli smo na naši televiziji tudi en zelo lušten in poučen, pa tudi zabaven, tako mislim, nič znanstveno prenapet prispevek od profesorja Cvitra, tist se splača poiskati nazaj in pogledati, tako da, skratka, ja, če bi se že nad čem morali beliti glavo, je bil to Oumuamua. Zdaj so pa pač neki kosi, ja, in kaže, da če skušamo rekonstruirati njihove orbite, da so prišli nekje od zunaj galaksije, in tako kot drvijo skozi relativne hitrosti znotraj te galaksije, namreč ne more biti tako velike, to mora biti iz nekod od zunaj, nekod drugotno. To je tudi vse, ampak prav nikjer ni nobene potrebe ali možnosti za takele napovedi, ne. Bodi si ta prijazne v duhu Bibelbroxa, ki si pride sem, kaj že, razbiti glavo z limono, ne. Ali pa tiste, ne, da zdaj bodo pa prišli pa vse skupaj pometli, ne. Očitno jih Zemlja tudi nič ne zanima posebej, ne, ker orbita nič ne kaže, da bi se zelo trudila priti blizu temu planetu. Tako da zaenkrat še ni treba nič ukrepati, ne. Skratka, samo brez panike. Moje zadnje vprašanje je malo predrzno. Skratka, če bi danes še enkrat vam nekdo naročil, da še enkrat pete in prevedite Štoperski vodnik po galaksiji, bi dobili isto knjigo ali ste prepričani, da bi kaj prevedli drugače z nekim, bomo rekli, s izkušnjami, ki jih imate danes ali pa mogoče tudi glede na kulturni kontekst, v katerem živimo? No, v resnici sem to priložnost imel. Knjige, ki jih imate gor na štantu, so od založbe Pivec, s katero smo delali potem, ko je tehniška založba, ne vem, je izčrpala ali karkoli, svoj sistem ponatisov, ki jih je bilo kar nekaj. Skratka, niso oni želeli tudi to, in Pivec je pa rekel, ja, mi pa bi, no, in tako seveda je bila zdaj možnost temeljito prečesati prevod, Ja, sem pa kakšne stvari, ampak mislim, da je prišlo mogoče kakšen minimalno brat v stavku. In ena zanimiva reč je, jezik je napredoval v tem času. To le ni več, torej me je presenetilo, da je lahko, kaj je to spravo od leta 88, pa do zdaj, no, seveda se je pol stoletja za Boga, v tem času najbrž bi tudi, recimo, če bi šli gledati naš jezik iz mladosti, pa do zdaj, bi opazili tudi take podobnosti. Tako da to je bilo tisto, kar se je posvežilo, da bi pa moral kaj obračati ali zamenjevati ali pa kakšne poante spreminjati, pa v resnici ni bilo treba. Profesor Kodrej, jaz se vam zelo zahvaljujem za današnji prijeten pogovor. Zaključek bova rekla, seveda, uživajte v filmu, skratka, zdaj imate še slabih 15 minut, da skočite po pijačo,
skočite, kupite kakšen izvod knjige, kot je profesor rekel, so tamle na štantu zadaj, zadnji izvodi, ki so šli pri založbi Pivec, lahko vam seveda profesor tudi podpiše kakšen izvod. Potem pa uživajte v filmu, vsekakor. Jaz mislim, da film absolutno ni slab, je zanimiv, ima svoje momente, Marvin je odličen, ampak definitivno, če želite spoznati Štoparski vodnik po galaksiji kot globoko filozofsko, duhovito, znanstveno-fantastično delo, potem seveda vseeno mislim, da morate prebrati knjige. Se strinjate, profesor? Absolutno. Tako. Se pravi, najlepša hvala. Seveda filmskih večerov tukaj mislim, da še ni konec, danes je sobota, jutri je zadnji dan, ne vidim nobenega od organizatorjev, ki bi mi nasprotoval, zato bom zatrdil, da je tudi jutri še dan, če vas ne bo prignal dež. Skratka, hvala, da ste naju poslušali in pa seveda uživajte v filmu.